Prišli so pa vse drugače misleče, pa se nisem oglasil. Saj mislim potiho. Prišli so pa vse drugačne po duši in po telesu, pa se nisem oglasil. Nadel sem si sivino. Prišli so pa vse drugačne po rodu, pa se nisem oglasil, saj ni šlo zame. Prišli so pa vse tiste, ki čutijo drugače, pa se nisem oglasil, saj sem bil otopel. Prišli so pome, pa ni bilo nikogar več, ki bi lahko rekel dobro besedo zame. Led se topi, ti zbujaš volkove, žejni krvi čutijo vsak tvoj vdih. Moje sledi vodijo drugam. Čas je obstal, sanje so spomini. Na vsak nov oblak narisan je tvoj obraz. Čakam na sneg, a v maju ga ne bo. V hladnih sobah praznih včasih sliši se tvoj glas, ki trga mi srce. In vem, vse zamanjen, izgubil sem ta boj. Umrle sanje so s teboj. V hladnih sobah praznih včasih sliši se tvoj glas, ki trga mi srce. In vem, vse zamanjen, izgubil sem ta boj. Umrle sanje so s teboj. Ne, okupacija se za Sonjo in za številne Krašovce Primorce ni začela leta 1941. Začela se je že veliko prej, z okupacijo materinega jezika. Kaj je hujšega za otroka kot to, da mu prepovedo govoriti jezik, ki te ga je mama naučila? Še se vidi z ostriženo glavo na balin. Čaka, da ji vtetovirajo številko na levo roko. Zbledela je. Ni pa zbledel spomin. Kamorkoli pogleda, smrtonosna žica s stražarskim stolpom. Žica vse povsod in v zraku smrdeči vonj po zažganem mesu in kosteh. Zjutraj, po dvournem stanju na apelu, odhod na delo v spremstvu SS-ovke s psom, ki je le čakal ukaz, naj žrtev obgrize. In lakota in žeja,
dan za dnem, teden za tednom, leto. Primorke smo velikokrat zapele, da smo si dajale korajžo. Slovensko, uporniško pesmijo smo povedale, kaj čutimo in kaj mislimo. Kljubovalno smo zapele že v tržaških zaporih, ko smo izvedele, da smo ušle streljanju v rižarni. V taborišču smo pele ob nedeljah za našo barako, da se je razlegalo naokoli in včasih tudi zvečer na pogradu, potihem za to lažbo. Seveda smo kdaj tudi jokale, a to smo počele na skrivaj. Nismo pomislile, da bomo umrle, ampak da bomo prišle domov. Vedno smo rekle, ko bomo doma. Takoj po vojni je na njeni stari legitimaciji poleg imena Sonja Vrščaj pisalo še posebno znamenje. Številka na levi roki 82396. Pozneje tega ni bilo več treba pisati, pa je bila še vedno zaznamovana. Vrača se v taborišče smrti, tudi lansko leto, ob 70-letnici osvoboditve. Prvič s tovarišicami in predsednikom države, drugič pa s skupino srednješolcev. To je njeno poslanstvo. Vse to gorije je storil človek človeku. Iščeš potak blesku zvezd, v srcu kljuje čar bolest. Kaj zdaj rosne mi oči, na gredicah cvetja ni. Kdaj je že dehnila smrt? Tihi moj dekliški vrt. Tihi moj dekliški vrt. Joj, da sem sirota znala, bi s krvjo ga zalivala. V srcu kraka črna uran, mi očitaš noč in dan. Kam si se
Vsakemu svoje so nacisti napisali z železnimi črkami na železna vrata, ki peljejo v taborišče Buchenwald. Tu, kjer je Goethe pred 140 leti rekel, tukaj se človek počuti velikega in svobodnega, so se odigrale najpošastnejše tragedije. Tu je po novem vse služilo smrti. Tu je bil človek uporaben še po smrti. Torbica Ilse Koch iz ustrojene človeške kože. Še ne 20-letni skojevec Janez, najprej zaprt v ljubljanskih, nato pa italijanskih zaporih in taboriščih, po kapitulaciji Italije v Reniču ponosno vstopil prvi slovenski bataljon. Svoboda je bila kratkotrajna. Že drugi dan po ustanovitvi so bataljon obkolili Nemci. Italijanskemu fašizmu je sledil nemški nacizem. 19. aprila 1945 smo se prvikrat prostovoljno zbrali na prostoru za apele, na kraju, kjer smo prestali toliko ponižanja, trpljenja in muk. Slovesno smo zaprisegli, da se ne bomo nehali boriti proti fašizmu. Iz več kot 20.000 grl je zadonela Internacionala. Peli smo jo vsak v svojem jeziku, zato je bilo še toliko bolj veličastno. Človek ni svoboden, če je njegova osnovna vrednota kapital. Je ob 70-letnici prve slovenske narodne vlade izjavil vnuk Janeza Aliča, Vanja Alič. Je pa še generacija vmes. Na oder vabim Janja Aliča, sina taboriščnika Janeza Aliča, predsednika koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB za današnji pozdravni nagovor. Spoštovane interniranke in interniranci, ukradeni otroci, izgnanci, borke in borci, cenjeni gostje. Vsi skupaj prisrčno pozdravljeni na slovesnosti, ki jo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pripravlja ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokausta 27. januarju. Tega dne leta 1945 je namreč ruska rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske. Generalna skupščina Združenih narodov pa je na zasedanju 1. novembra leta 2005 z resolucijo 60/7 dan osvoboditve Auschwitza razglasila za svetovni dan spomina na žrtve holokausta. No, današnjo slovesnost pa posvečamo tudi 75. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte. Holokaust kot vrhunec genocida med drugo svetovno vojno pa ni iztrebljal samo Jude, ampak tudi Slovane, Rome, politične nasprotnike nacistov, vojne ujetnike, telesno slabotne in prizadete. Ob spominu na žrtve holokausta se ob tej priložnosti spominjamo tudi nečloveškega trpljenja in smrtnih žrtev Slovenk in Slovencev. Samo v Auschwitzu jih je bilo 2346, 1351 se jih iz taborišča ni nikoli vrnilo. Predlagam, da z nekaj trenutki tišine počastimo vse, ki so umrli v taboriščih, zaporih, konfinaciji, prisilnem delu, vojnem ujetništvu ali bili ustreljeni kot talci, padli v boji z okupatorjem in umrli po vojni. Slava njihovemu spominu. Ob tej priložnosti se sprašujem, ali se bo kdo upravičil preživelim internirankam in internirancem ali potomcem tistih, ki so zgoreli v krematorijskih pečeh, njihov pepel pa potresli po tuji zemlji. Bili so nedolžni, odpeljali so jih brez sojenja, mnogokrat tudi po zaslugi domačih izdajalcev in sodelavcev okupatorja, katerim danes postavljamo spomenike in zaradi njih nekateri hočejo spreminjati zgodovino. Ti nedolžni ljudje, ki so odšli v taboriščah, so končali zato v taboriščih, ker so ljubili svojo domovino. Slovenke in Slovenci so bili v italijanskih, nemških, madžarskih in hrvaških taboriščih. Samo na Rabu jih je bilo 15.000. V nemških taboriščih je umrlo skoraj 10.000 Slovenk in Slovencev, največ v podružnici Auschwitza v Tržaški rižarni. Za vse tiste, ki so zavedno ostali na tuji zemlji, potomci nikoli
ne bodo zvedeli, ne bomo zvedeli, kje je njihov grob, nikoli jim ne bomo mogli postaviti primernega obeležja. Ko se spominjamo žrtev holokausta, bi bilo prav, da se iz te tragične preteklosti, tega množičnega zločina, kaj naučimo. Njihovo oziroma spoštovani preživeli, vaše trpljenje ne sme biti nikoli pozabljeno. Te grozljive številke o mrtvih in ponižanih, ko niste bili ljudje, ampak samo številke za bodečo žico, morajo biti tudi opomin, da se kaj podobnega ne sme nikoli več zgoditi. Hvala lepa. Ivica je bila stara 7 let in bi morala začeti hoditi v šolo. Jeseni tega leta pa se šolsko leto na Bučki ni začelo. Šolske prostore so zasedli Nemci in v njih odprli urad za rasno in politično ocenjevanje prebivalstva. Ogledovali so jih, merili in popisovali. Njeno družino so izgnali novembra 1941. Vsak je dobil okrog vratu železno ploščico s številko in oče je takrat dejal: "Sedaj so nas označili kakor pse. 80 000 Slovencev izgnanih iz rodne Grude, v Nemčijo, v Srbijo, med njimi več kot 20 000 otrok, starih manj kot 10 let." Jeseni leta 1944 so nas lagerske otroke poslali v slivov nasad našega lagerja slive obirati. Nemška gospa je stala v nasadu s palico v roki in pazila, da ne bi kdo pojedel kakšnega sadeža. Da bi nas lažje kontrolirala, smo morali peti. Začeli smo peti slovensko, na planincah Sončece sije, pa je začela vpiti, naj pojemo nemško. Nemških pesmi nismo znali ali pa nismo hoteli, ne spominjam se. Zato je ukazala, naj žvižgamo. Kdor ni žvižgal, ga je s palico začela pretepati.
V lager smo se vrnili z zatečenimi ustnicami, pretepeni in lačni. 3 tedne za očetom je umrl tudi brat. 21 let je bil star. Mama ga je v skladovnici mrličev komaj našla. Prepoznala ga je po nogavicah, zašitih z rdečo volno. Sestra je brata potegnila iz skupa mrtvih in pokopali so ga nedaleč od očeta. Daleč od doma, v tuji zemlji. Medvojno trpljenje v lagerjih, prihod na opustošen dom, trpek boj za obstanek in šolanje ob trdem delu je Ivico Žnidaršič prekalilo, da je postala odločna borka za pravice in za popravo krivic. Lansko leto je po mnogih člankih in publikacijah izdala še eno z jasnim naslovom. Nemčija še ni plačala vojne škode. Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo lepi dragi. Tam, kjer rincijan plave s Prešerno bahavnižno vabi. V to dolino zeleno me vleče tako kot v nobeno. V njej Aurikel prijazno pozdravlja me srečko rumeno. A vrh strme pečine, grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vse mine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo lepi dragi. Tam, kjer rincijan plave s Prešerno bahavnižno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot v nobeno. V njej Aurikel prijazno pozdravlja te srečko rumeno. A vrh strme pečine, grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli vse mine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Cigana naj se razišče do 3 generacij in se ga klasificira po 3 kriterijih. Za čistega cigana, za več kot pol cigana, za manj kot pol cigana in za ne cigana. 16. decembra 1942 objavi, da so tudi Romi zreli za posebni tretma, za deportacijo v taborišča smrti. 15. novembra 1943 je Rome uradno izenačil z Judi. Začne se končno reševanje romskega vprašanja.
Zapori Begunje, leta 1941. 300 sintov z Gorenjske in Koroške pobijejo ali pa deportirajo v koncentracijska taborišča. Večino na jug, v Jasenovac. Koncentracijsko taborišče Tosiči, leta 1942. Pripeljejo 78 Romov iz okolice Ljubljane, med njimi 53 otrok, 32 mlajših od 10 let. Taborišče v Gonarsu. Marija Brajdič, rojena 27. februarja 1943, umrla 18. marca 1943 zaradi močne atrofije, podhranjenosti. Auschwitz. 2. decembra 1943 so iz okolice Novega mesta pripeljali prvi znani transport Romov iz Slovenije. 30 moških in dečkov ter 47 žensk in deklic. Polovica njih je bila mlajših od 10 let. Najmlajša, Dora, je bila stara 1 mesec. Nihče se ni vrnil. Tam je bilo vedno živahno in mnogo otrok, pred barakami pa se je sušilo raznobarno perilo. Nekega jutra v začetku avgusta 1944 pa so bila vrata v taborišče na stežaj odprta. Nikogar več ni bilo. V eni sami noči so v plinskih celicah pobili skoraj 3000 Romov in Sintov. To je bila noč, ko so utihnile violine. Naj se sliši njih glas. So me amada, Orokelena, divekerena, saoromada je, Orokelena. Orokelena, divekerena, saoroma babo babo, saoroma odaje, saoroma babo babo, ederlezi, ederlezi, saoroma daje. Saoroma babo babo, saoroma odaje, saoroma babo babo, ederlezi, ederlezi, saoroma daje. Ederlezi, saoroma daje. Ederlezi, saoroma daje. Več razlag je, zakaj po vojni nihče ni sedel na zatožno klop. Morda zato, ker ni bilo pričevalcev,
Ali pa preprosto zato, ker se je diskriminacija Romov in Sintov začela že veliko pred drugo svetovno vojno, ali zato, ker se sploh še ni končala. Kdo razume logiko? Ni šlo za holokaust, ni šlo za porajmos, saj smo jih preganjali zaradi njihove kriminalnosti in asocialnosti. Dora je bila stara 1 mesec. Aprila lani je Evropski parlament genocid nad Romi prepoznal za zgodovinsko dejstvo. Poslanke in poslanci so pozvali, naj se 2. avgust razglasi za dan spomina na genocid nad Romi, na porajmos. 10-letni Janez je bil sestavni del strogo zaupnega Himmlerjevega odloka, po katerem so poleti leta 1942 654 otrok, med njimi so bili tudi dojenčki, nasilno ločili od družin. To so bili otroci iz slovenskih uporniških družin, rasno pregledani. Obseg glave, dolžina rok, barva las, barva oči in razporejeni v eno od 4 skupin. Zadnja 4. je bila rasno neustrezno. Večino očetov so postrelili kot talce, matere odpeljali v taborišča. V njihovo kartoteko pa zapisali sirote brez staršev. Rasno pregledane so odpeljali ali v posvojitev k nemškim družinam ali v eno od 5 prevzgojnih taborišč na Bavarskem. Domačini so jih sprejemali toliko, kolikor so jih rabili. Bili so poceni pomožna delovna sila. Najbrž smo tisti dan 10. avgusta 1942 otroci otopeli, ko mame ni bilo več v sobi deške okoliške šole v Celju. Zjutraj, ko sem se zbudil, je bilo njeno ležišče prazno. Odpeljali so jo v Auschwitz, kjer je prej kot v 2 mesecih umrla. Kadar je vodja taborišča poklical katerega od otrok v pisarno, smo slutili, kaj bo. Prišlo je obvestilo o smrti. Skoraj vsi so to doživeli. Po glavi pobriti in v kratkih hlačah so tekali po mrazu. V sklopu paravojaškega urjenja so morali slediti poveljem. Lezi, vstani, pohod. Ena lončnica je pela cel teden. In potem, po skoraj 70 letih, sem videl dobavnico, da so vsak dan v taborišče dostavili 125 žemljic. Komu? Ne žemljic, ne mesa, razen črva v hrani, 3 leta nisem videl. Oprostimo lahko, pozabiti ne moremo, pravi dr. Janez Žmavc v filmu Slovenskemu narodu Ukradeni otroci. Tudi za povojno zgodovino so bili ukradeni otroci zgodba, ki ni čista. Vrnili so se prevzgojeni in dobro nemško govoreči. In ravno zato jih je doma marsikdo gledal po strani. Odločal je, kdo bo šel naravnost v plinsko celico, kdo na prisilno delo, kdo desno in kdo levo. Desno je pomenilo smrt. Babico, teto in sestrično je poslal na desno. Nas pa... Doktor Mengeleju, angelu smrti, sta bila Erika in sestra zanimivi. Obe oblečeni enako, približno enako veliki. Vprašal je, ali sta dvojčici. In mama je dejala, da ne. In se zlagala, da sta stari 15 in 17 let, čeprav sta bili šele 13 in 15.
Mi hočemo delati, je še dejala mama. Mengele jih je poslal na levo, na prisilno delo, tudi 13-letno Eriko. Ko so ravno sežigali naše svojce in se je iz dimnika valil dim in se je širil smrad, je SS-ovka na vprašanje, kaj tu počnete, odvrnila: tu vam pa pečemo kruh. Nikoli nisi vedel, ali greš na težaško 12-urno delo ali v krematorij. Če je kdo hotel uteči, so mu na vsako nogo vpregli podivjanega psa, da sta ga vlekla do vislic, kjer so ga obesili. To smo morali gledati. Evakuacija. Erika v koloni okoli 58.000 taboriščnikov, ki so jih nacisti vzeli za živi zid na pohodu smrti. Njeno mamo in sestro so pustili v taborišču. Tako kot 7800 bolnih in onemoglih. Kar odločila se je, skočila v visok sneg in čakala. Ne ve kako dolgo. Dokler kolona ni odšla in se vrnila v taborišče k mami in sestri. Brez nje ne bi preživeli. V enem od skladišč sem našla moko, jo dala v ruto in iz te moke sem potem kuhala žgance. V drugem skladišču sem našla konzervo zelja. Bila je tako velika, da je nisem mogla dvigniti in zato sem jo kotalila do naše barake. 27. januarja ob osvoboditvi taborišča Auschwitz-Birkenau je mama tehtala 25 kg, sestra pa 28. Saj so rekli: ne vračajte se domov v Prekmurje, raje pojdite v Ameriko. Ampak oče nam je ob slovesu dejal: vidimo se doma. In smo šle domov, na izropan dom. Očeta ni bilo. 387 imen je na seznamu žrtev holokausta iz Prekmurja. Preživelo jih je 25. In še ti so počasi odhajali v Ameriko, v Izrael, iskat dostojanstvo. Erika Furst pa ima poslanstvo, Šoa, spominja se. Soll ich gehen, wer kann Hans für mich? Wohin soll ich gehen, für das Schloss jeder Tür? Sie auf links, sie auf rechts, und dann soll ich mit dem Land. Wohin soll ich gehen, als wenn die bleiben stehen, als sie ba 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 ba. Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me. To the left, to the right, is the same in every land. There is nowhere to go, and it's time who should know. Won't you please understand? Now I know where to go, where my folk proudly stand.
Let me go to the precious promised land. No more left, no more right. Lift your head and see the light. I'm proud, can't you see? For a last time free. No more wandering for me. Now I know where to go. Leto 1941. Ivanka, rojena Podlipnik, ima šele 15 let. Iz take družine je, da je samoumevno, da se pridruži odporniškemu gibanju in postane aktivistka Osvobodilne fronte. Zavednega avgusta zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto italijanske okupacijske oblasti internirajo v taborišče Gonars v Italiji. Koplje znameniti rov za pot na svobodo. Leto 1943. Izdaja, aretacija, zasliševanja in mučenja. Begunje, Auschwitz, Ravensbrück in Barth. Ivanka je bila odrejena na prisilno delo v tovarni letal. Ob kapitulaciji Italije se Avgust pridruži partizanski vojski, prvi prekomorski brigadi. 1945. S trebušnim tifusom, sestradano, bolno in onemoglo so poslali na pot, na marš smrti. S komaj 30 kilogrami je dočakala osvoboditev tam nekje ob Baltiku. Domov se je vrnila šele 31. avgusta 1945. leta. In takrat nov udarec. Zaradi nje in brata partizana so v delovno taborišče poslali še starše in ostale 3 otroke. Ko so se vrnili domov, niso imeli ničesar, še žlice ne. Leta 1948 se Ivanka poroči z Avgustom, povojnim častnikom, komandantom inženirske enote, bodočim diplomantom Inženirske akademije v Moskvi in bodočim zapornikom na Golem otoku. Zahtevali so, naj moža zapustim, pa nisem popustila. Celo obiskala sem ga 2-krat. Enkrat sem s seboj vzela celo sina Matjaža, pa ga oče ni smel videti. Po prihodu z Golega otoka je Avgust postal eden najuspešnejših in vidnih občanov našega mesta. Pred 10 leti se je vrnila nazaj v mesto, od koder so jo poslali na marš smrti. Odprle so se stare rane. Takrat je bilo vse drugače. Ob cesti uničeni vprežni vozovi, vojaška vozila, otroški vozički, mrtvi v cestnih jarkih, kričanje, stokanje. Dobila sem jasno obljubo domačinov, ki taboriščnic niso izbrisali iz spomina. Odgovorni smo poskrbeli za to, da se tak zločin ne more nikoli več ponoviti. 10 let je od tega. Samo en cvit, en češnjev cvit, deh tiči ne bi, odlomi moja draga. Ne bom ga na klobuk pripil, ne bom ga v gumnico sidil, odlomi ga, odlomi draga. Jaz bom Jodin poslal ta cvit, vsakomor, ki na križ pripet, trpil pomladi tej. In glej,
drobni češnjev cvet, bolnih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en cvet, en češnjev cvet, odlomi moja draga, saj visok pozdrav, živeti, živeti, Iz leta v leto je manj teh mojih deklet, pove Matjaž Špat, Ivankin sin, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück. Pa vendar je dvorana ob srečanju taboriščnic in taboriščnikov, zapornic in zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok še vedno nabito polna. Spomin ostaja in se prenaša iz roda v rod. Tudi opomin. Dana in njene tovarišice imajo poslanstvo. Dana se je v začetku leta 2015 skupaj s tovarišicami in predsednikom države odpravila v tovarno smrti. Konec leta pa se je poslovila od moža Aleksandra. Poročila sta se tistega leta, ko se je v kinematografih začel predvajati film Na svoji zemlji, v katerem je Aleksander odigral svojo prvo filmsko vlogo. Tako rad je na proslavah recitiral tisto od Fani Okičeve. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in grobov. Dano so aretirali tik po maturi na Poljanski gimnaziji in obsodili na 10 let zapora. Obsojena je bila zaradi ljubezni. Ljubezni do slovenskega jezika. Kazen je skrajšala kapitulacija Italije. Že na poti iz tujine domov v Ljubljano pa so jo obdajale zle slutnje. Zvečer je prišla domov, že zjutraj so jo ponovno aretirali in odpeljali. Po 5 dnevih vožnje v tovornih vagonih so prispeli na železniško postajo. Potem po kamniti poti do velikih železnih vrat, nad katerimi je pisalo Delo osvobaja. Delala je v tovarni streliva od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Ob koncu vsakega dneva so stražarji preverili jetnice in najbolj izčrpane poslali v smrt. Neverjetno, kaj vse si v vojni izmisli človeška pamet, kako uničevati sočloveka. Bila je pomlad leta 1945 in bližal se je konec vojne. Aleksander je bil presrečen, da gredo na Primorsko in da bo po 16 letih videl rojstni kraj svojih staršev in da bo videl tudi svoj rojstni kraj, Gorico. Maja zvečer so nastopili na Radiu Trst. To je bil prvi nastop v slovenskem jeziku, v osvobojenem Trstu. Dano pa je čakala še poslednja bitka za življenje. Marš smrti. Postrojili so jih v kolone in jih v mrazu gnali 5 dni in 5 noči. Takrat je bilo tako, da je zajokala po noči, tako jo je zeblo. Ujetnice so hodile po sredini, Nemci korakali ob strani. Imeli so jih za zaščito pred bombardiranjem. Če pa je katera odskočila, so jo ustrelili. Bila je prva, ki se je vrnila domov. Brat se je vrnil konec avgusta, začetek septembra. Prišel je le še umret. Še ni imel 20 let. Vojna človeka pokvari do konca. Samo močni in uporniški ljudje lahko obstanejo in obdržijo svojo čast.
To so besede Dane Valič, 70 let potem, ko se svet zopet oblači v vojne barve. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svetu bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svetu bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Med iskrenimi ljudmi so proste vse reči, naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. To niso bile zgodbe nekoga od tam nekje. To niso bile zgodbe scenarista. To so bile zgodbe življenja. Zgodbe živih pričevalcev z imenom in priimkom. To so bile zgodbe njihovih potomcev. Zgodbe s pečatom. Holokaust, genocid, porajmos. Šoa. Človeka lahko uničuješ na različne načine. Lahko ga stradaš, lahko mu vzameš jezik, lahko mu vzameš kulturo, ga izseliš, lahko ga spremeniš v pepel. Vedno pa mu vzameš dostojanstvo in ravno za to gre. Zato gre v teh dneh, ko se svet ponovno odeva v barve vojne. Na oder vabim slavnostno govornico Vlasto Nussdorfer. Spoštovane in spoštovani, cenjeni predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ministrica za kulturo, magistrica Julijana Bizjak Mlakar, spoštovani in cenjeni visoki predstavniki Zveze združenj borcev NOB, ki ste organizirali tako ganljivo, tako resnično in tako prepričljivo proslavo. Seveda cenjeni in cenjene
vse tiste in vsi tisti, zaradi katerih smo pravzaprav danes tu. Taborišniki in taborišnice, ukradeni otroci, izgnanci, zaporniki druge svetovne vojne in vsi, ki nas druži ta tako poseben dan, dan spomina na holokavst. Ko sem prejela povabilo, bilo je tik pred novim letom, da spregovorim na tej slovesnosti, sem bila izjemno počaščena. A verjemite, da sem danes še mnogo bolj. Kajti spremljati tako ganljiv program je izjemno težko tudi za nas, ki smo mlajši in ki nismo bili tam, kjer ste bili mnogi od vas. Žal, živimo v časih, ko dan za dnem govorimo o hudih dogodkih, o smrti, o pokolih, beguncih, migrantih, o tistih, ki so izgubili svoje domove in hitijo v svet, da bi morda našli nove, predvsem pa prijazne ljudi. Pogosto uporabljamo dandanes celo zlovešče izraze, kot se ne bi zavedali, kaj pomenijo 3. svetovna vojna ali celo konec sveta. Veliko je žal nestrpnosti, sovražnosti ter takšnih in drugačnih pogledov na našo preteklost, tudi zgodovino, da ne govorimo o sedanjosti, ko ni prave enotnosti in celo ne takrat, ko bi jo izjemno rabili. Lahko bi rekli, da bijemo boj v besedah in dejanjih, da pa celo pozabljamo na vse tiste, ki so trpeli, ker so pripadali različnim etničnim, verskim, narodnim ali drugim skupinam in so bili prav zato diskriminirani. Koncentracijsko taborišče nekateri opredeljujejo kot prostor za pridržanje oziroma izoliranje političnih nasprotnikov in predvsem nevšečnih ljudi v skrajni obliki, pa je namenjeno razčlovečanju in organiziranemu pobijanju. Pojem takega taborišča se povezuje tudi s holokaustom. Čeprav ima beseda izvor v grški mitologiji, nam je nekako bližja judovska oznaka, da je šlo tudi za sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med 2. svetovno vojno. Žal so se pridružile, tako kot vedno, ko se godijo hude stvari in krivice ljudem, še druge skupine prebivalstva, Slovani, Romi, nekatere verske skupnosti, celo umsko in telesno prizadeti, pa tudi ljudje drugačnih spolnih nagnjenj. Sama sem v lanskem letu obiskala Auschwitz, kraj hudega imena in zločinov, ki jih ne moreš pozabiti, tudi če ga sam vidiš in doživiš zgolj in le kot obiskovalec, pa čeprav po mnogih desetletjih od grozovitih dogajanj. Sprehod skozi hiše groze, mučenja, izolacij, skozi prostore, ki predstavljajo spomin na tisoče in tisoče ljudi, otrok, žena in mož, ki jim je bil edini cilj, kako priti od tam in kako sploh preživeti. Ne, takrat celo ni bilo misli na samomor, bila je le velika in skupna želja zbežati oziroma preživeti, pa čeprav ob nečloveškem delu. Med taborišniki so se stkale prav presunljive zgodbe preživetja. Mnogi evropski varuhi, ki smo tega dne obiskali taborišče, smo nemo opazovali in si v mislih, zgolj v mislih, predstavljali prizore ne tako davne preteklosti. In bili smo si enotni, da se to ne sme ponoviti. Kot varuhinja človekovih pravic se zagotovo zavedam, da ni kazni brez zločina in brez pravične sodbe. A prav za taborišnike je veljalo, da te ni bilo. Prav tako ni bilo nikakršne obrambe, ugovorov ali preizkusov razlogov za pripor, kakor jih poznamo danes. Grozljiva je številka ljudi, ki so bili iz naših krajev zaprti, izgnani, ki so umrli, prisilno delali, bili v vojnem ujetništvu ali celo ustreljeni kot talci.
Čeprav je bilo že nekajkrat danes poudarjeno, koliko jih je bilo in kje, je vedno vredno opozarjati na številke. V italijanskih taboriščih kar 36.200, v nemških 21.234, v mačarskem 688, v hrvaškem Jesenovcu 400. Od vseh jih je v taboriščih umrlo kar 12.380. 19.000 pa jih je bilo na prisilnem delu in v vojnem ujetništvu. 2.949 ustreljenih kot talci. Iz naše majhne, res majhne Slovenije je tako trpelo najmanj 60.000 ljudi. Če samo pomislimo na vse naštete ljudi, njihove dneve brez sonca in vsakdanjo bližino smrti, dneve polne brezupa, strahu, žalosti in trpljenja, hudega dela in preganjanja, nas groza kar ohromi. Ohromi celo srce, ki bi bilo kot kamen že v posnetkih in o prizorih, ki smo jih danes videli. Le nekateri ste preživeli in le nekateri ste živ spomin na najhujše grozote druge svetovne vojne. In prav je, da vam izkažemo vse spoštovanje in vam sledimo v vaši neizmerni želji biti in ostati človek v najtežjih preizkušnjah. Vaše preživeto gorje mora opominjati nas in tudi prihodnje rodove, da ne izgubimo zgodovinskega spomina, da ga ne zameglijo drugačne zgodbe in pripovedi, ki poskušajo zmanjšati pomembnost upora evropskih narodov zoper razčlovečenje brez primere v zgodovini človeštva. Taborišče in taborišniki ste živ dokaz tega, kar se nam je dogajalo. Kdor ne verjame, naj si te kraje preprosto ogleda. Svečka, ki sem jo prižgala za vse, predvsem pa za naše Slovenke in Slovence, ki so tam umrli, je le majhen, lahko bi rekli drobcen in komaj opazen plamen upanja, da ti ljudje ne bodo nikoli, prav nikoli pozabljeni. A vem, da je ljudi, ki obiščejo te kraje, tudi danes zelo veliko in da je zato veliko plamenov upanja. In da res ne bodo, torej moramo storiti več, da tudi mlajše generacije oblikujejo svoj odnos do temačnega obdobja Evrope, do holokausta. Morda je potrebno uporabiti še več različnih zgodovinskih virov in z razvijanjem analitičnih veščin slediti potrebi po oblikovanju zgodovinske zavesti, ki bo temeljila na vedenju in znanju. O vsem tem, tudi o dogodkih, ki nam žal niso v ponos, tudi nanje ne gre pozabiti. Prav je, da govorimo na glas. Od nekdaj in ne le po drugi svetovni vojni je v sprejetih deklaracijah in konvencijah o človekovih pravicah pravica do življenja ena izmed temeljnih človekovih vrednot. Brez življenja izgubijo smisel tudi vse ostale. V času druge svetovne vojne, v taboriščih iztrebljanja nedolžnih ljudi, v delovnih taboriščih ali na frontah, pa je bilo skorajda nemogoče razmišljati o spodobnem človeka vrednem življenju brez mučenja, prisilnega dela in večkrat posledične smrti. In prav misel na življenje zunaj in onkraj grozot in smrti je mnoge izmed vas hrabrila, da ste vzdržali, preživeli in nas danes opominjate. In prav je tako. Spoštovane in spoštovani, ne moremo prezreti dejstva, da je šele 1. novembra leta 2005 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo o mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokausta, kot spomin na dan osvoboditve Auschwitza, ki je bil 27.1. leta 1945. Pozno, bi rekli, a vendar. Zagotovil, da takšnih in sorodnih taborišč ne bo človeštvo nikoli več dopustilo, žal nimamo, a moramo vztrajati. Lahko namreč vsak izmed nas stori največ, kar more, da prispeva k odpravljanju vzrokov in povodov za nasilno reševanje vsakršnih sporov med ljudmi in narodi, za razumevanje in sprejemanje ljudi iz različnih kulturnih okolij,
za strpnost do drugačnosti in nenehni boj za uveljavitev temeljnih človekovih pravic. Prav danes in tudi danes, vsak dan je izjemen čas za strpnost. Ponosno nosim značko kot simbol internirancev, ki sem jo prejela kot govornica in upam, da bom lahko kot varuhinja človekovih pravic v svojem mandatu naredila dovolj, da ne boste nikoli pozabljeni. Takih ljudi, ki na to mislimo, je k sreči veliko. Da ne bodo Da ne bodo pozabljeni tisti, ki so morali umreti, ker jim ni bilo usojeno preživeti. Da nikoli ne bo zamrl spomin na milijone ljudi, žrtev holokausta. Hvala vsem vam, hvala organizatorjem, predvsem pa hvala vsem mladim, ki z nastopom, danes smo ga videli in ga še bomo, kažete pot, ki vodi k spoštovanju človeka z vsemi pravicami, ki mu kot svobodnemu bitju preprosto pripadajo. Pripadajo in ne kršijo zaradi spoštovanja do vsakogar. Hvala, ker ste me povabili za govornico. Nimam kartoteke, nisem hendikepiran, sem apolitičen. Za vsaj 3 rodove nazaj sem čiste krvi. Imam modre oči, svetle lase in svetlo polt. Visok sem in vitek. Po vseh rasno-higienskih kriterijih sem ustrezen. V času 2. svetovne vojne bi z nekaj sreče morda celo preživel, če ne bi bil iskren. Preživel bi, če bi izdal sebe in ljubezen. Sem Janez in sem gej. To je moja zgodba. Danes in tu. Človeštvo lahko ubijaš na različne načine. To je sporočilo zgodovine. In tudi človeka lahko ubiješ na različne načine. Za naše dostojanstvo gre. Zato odpokličite vojno, ljudje. Once there was a utopic land where all the hopes and dreams were shared. Soon all ideals have been turned into sand. This fairy tale has a bitter end. Hatred erupted and buried our love. Once beloved brothers, now enemies at war. The ancestors have been deceived on the day when Slavic blood was spilled. Prayers can wash the sorrow away and forget the damage they've made. Too late to call off the war. Too late, the damage is done. Outbreak of violence took over the land. This mass genocide we still can't comprehend. So many were slain in the name of the cross. No one could predict such a terrible loss. The wounds of war cannot be healed. The essence of all our love was killed. Prayers can wash the sorrow away and forget the
Zahvala obema govornikoma za besede spomina in opomina in vsem pričevalcem. Današnjo slovesnost smo po scenariju Silvane Knok pripravili. Glasbena šola Ljubljana Moste Polje, godalni orkester pod vodstvom profesorice Ksenije Trotošek-Brlek, sopranistka Branislava Sara Mitrović ob klavirski spremljavi Eve Uršič-Petkovšek, Gašper Banovec ob klavirski spremljavi Ane Rus, skupina Metal Steel in plesalka na trakovih Ana Lekše, baritonist Tone Habjan in Nejc Jemc na harmoniki, plesni par Maša Kastelic in Matej Pritekel, mladinska gledališka skupina Kuc Mlednik, balerine baletne šole Stevens, TV Medvode z videoprojekcijo. Povezoval sem Matej Ulčar.